V Kidričevem, majhnem kraju na ravnici Dravskega polja, fosilu neslavne preteklosti, želi država Slovenija dokončno reševati svoj problem odpadkov. Država želi na vrtu enega največjih porabnikov električne energije, tovarni Aluminija, postaviti objekt za termično predelavo odpadkov, sežigalnico. Ni ideologije, ki v tem stoletju velikih ideologij ne bi za svoj teren zlorabila Kidričevega. Država goji do nekaterih območij zgodovinsko kontinuiteto, le na ta način lahko razumemo očitno getoizacijo Kidričevega in Trbovelj. Ne glede na barvo oblastnikov se okolje obremenjuje še naprej. Kidričevo je na taki lokaciji, ki pomeni, ali pa bi moglo pomeniti drugačen pristop. To je sredi Dravskega polja, kjer so vedno bolj izraženo to, da ležimo na enem največjih virov pitne vode, potem kmetijstvo, ostalo gospodarstvo, tudi naselsko je zelo poseljen, vsi ti obronki Haloz, Pohorja, Slovenskih goric in pa samega Dravskega polja, poseljenost je velika. Mislim, da se bi tu koncept mogel menjati. Tovarna Aluminija v Kidričevem, danes Talum, se je dolgo imenovala TGA, tovarna glinice in aluminija. Prostorsko zavzema tovarna velik del območja, ki ga poznamo kot Kidričevo, le manjši del se nanaša na bivalno območje. Talum kar precej podpira našo kulturo, tudi šport in tako dalje, je vključen v neko dogajanje okrog občine, ampak neke harmonije in pa nekega pravega skupnega dela pa v zadnje čase ni bilo, predvsem pa se to razdvajanje poglobilo takrat, ko je bil predstavljen ta projekt in ko je Talum s svojo ekipo oziroma s svojimi projektanti in pa to takrat zastavil ta projekt sežigalnice. Kot stranski produkt sorazmerno lagodnega življenja so danes v Sloveniji odpadki eden najbolj perečih problemov. Oblast je spričo skorajšnje priključitve Evropski uniji prisiljena ta greh preteklosti na hitro pomesti pod preprogo. Zato sklenejo. Nekaj moramo snovno predelati, ostalo bomo pa skorili. Vprašanje sežigalnice je tesno povezano s problemom ravnanja z odpadki, enega bistvenih vprašanj, ki jih bomo morali v prihodnosti rešiti, če bomo našim zanamcem še dovolili sorazmerno kakovostno življenje. Zgodba, ki išče svoj razplet v razvpiti tehnologiji termične obdelave odpadkov, se prične na začetku 70-ih. V začetku 70-ih Združeni narodi organizirajo prvo konferenco o okoljskih vprašanjih. Ta nova tema v družbi je v tistem času postštudentskih gibanj padla na plodna tla. Leta 1972 je konferenca v Štokholmu, ki se je udeleži tudi takratna Jugoslavija. V Sloveniji se spiše tako imenovana zelena knjiga kot smernica bodočega oziroma hotenega ravnanja z odpadki. Takrat namreč še ni sistema ravnanja z odpadki, obstajajo samo luknje, kamor smo odpadke metali. Prvi zakon, ki je urejal vprašanje odpadkov, je bil spisan šele leta 1978, ki pa ima vse slabe strani socialističnega prava, šlo je namreč bolj za dogovor, češ nekaj bomo storili v določeni smeri, zakonodajalsko pa dejansko nima moči. V 80-ih pride do izbruha okoljevarstvenih gibanj in njihove dejavnosti. Z prehodom v konec 80-ih let se zgodi pa to, da dejansko začenjamo opažati, da smo soočeni z krizo odpadkov. Ta kriza ni nič novega, kriza je bila že predtem, samo o njej nišče nič ne vedo, nič se o njej govorilo. S tem, ko se je začelo pa odpirati polje javnega, polje političnega, je pa tudi ta tema prišla noter. Zgodile so se številne okoljske afere, posebej zato, ker je bilo čutiti bližino privatizacije, prostega trga, profita. V začetku 90-ih dobimo prvo vlado, ki je prišla na oblast tudi zaradi opozarjanja na problematiko okolja. Dobimo Ministrstvo za okolje in prostor in močno stranko zelenih. Začne se resno govoriti o okoljski problematiki. Minister Jazbinšek pripravi strategijo ravnanja z odpadki, ki pa konča v predalu in ne pride v javnost. Reklo se mu je IKROS, integralni koncept ravnanja z odpadki,
temeljil pa je na izkušnjah iz 80. let. Šlo je za prvo integralno, to je celovito strategijo, kar pomeni, da odpadek od začetka do konca procesa spremljamo linearno. V tem času se stroka šele vzpostavlja, v ozadju pa stvari vodijo predvsem različni interesi. Leta 1994 postane za okolje odgovorna liberalna demokracija Slovenije. Zgodba se prične odvijati nekoliko hitreje. Naredijo se prve prave analize stanja na področju okolja. Treba se spomniti tukaj izjave ministra Gantarja iz leta 1994, da so bili izredno negativno presenečeni na tem, kako slabo to stanje je. Ampak to pomeni, da smo mi šele leta 1994, ne glede na to, smo že v 70-ih začeli nekaj se kobacati okoli tega, da smo mi v 94. letu prišli do neke pozicije, ko smo lahko rekli, kaj in koliko imamo. Gantar prične koncept razvijati na novo. Zberejo podatke o odpadkih in kaj narediti z njimi, v glavnem pa predpisujejo iz evropskih smernic. Nekaj je torej nastajalo, ni pa to bilo še zakonsko. Šlo je za spisek možnih ukrepov, pri čemer še vedno gre za planski način razmišljanja, tako se v tej strategiji pojavljajo tudi tabele konkretnih projektov. In med temi projekti se znajdeta tudi 2 sežigalnici. Zanimivo pa je, da so tedaj ti pripravljalci, leto dni prej, v leto 1995, v svojem gradivu ocenili, da bi bila izgradnja sežigalnic ob 2 v Sloveniji nekje okoli 200 milijonov mark ali 100 milijonov evrov, kar je pa seveda zdaj za 1,5 do 2-krat manj, kot je bilo potem v leto 1996 ocenjeno. Ne? Kar bom jaz rekel, da bolj govori o kakovosti pripravljavcev kot o čemerkoli drugem. Če se mi spomnimo, da je v istem času v Sloveniji nastajal program izgradnje avtocest, ki je bil ocenjen na 1,6 milijarde dolarjev, ne? Da bi danes, leta 2003, ta projekt se narasel na 6,5 milijard dolarjev. Ne glede na to, da je pri njegovi pripravi sodeloval cvet slovenske gradbene stroke in načrtovalcev in vsega cvet, najboljši, ki vejo o tem, ki so eksperti, strokovnjaki, ne? Ampak, a ste se vi kdajkoli zmotili za 4-krat, pri tem, ko ste načrtovali nakup avtomobila, izgradnjo hiše, dvorišča, tlakovata ali kaj podobno, ste se kdaj vžgali za 4-krat? No, sicer je to mnogo lažje, če ne ravnate za svojimi sredstvi, ampak za sredstvi davkoplačevalcev. Te strateške usmeritve iz leta 1996 so slabo strokovno pripravljene, a jih kljub temu potrdi vlada, ne pa tudi parlament. Po tej strategiji se od takrat ravnajo uradniki. Sežigalnicam se gotovo ne bi po svetu upiralo toliko ljudi, če ne bi bilo nekaj na tem. Eden najopaznejših argumentov je, da slabo vplivajo na okolje in da so zdravju škodljive. If incineration is done badly, it's extremely dangerous. If incineration is done well, it is extremely expensive. Sežigalnice so nekje doživljale svoj razcvet v 70-ih, 80-ih letih, ampak se je že postopno začelo ugotavljati njihove negativne vplive na okolje. Res, da takrat tehnologija, ki se je uporabljala, je bila zastarela, danes se take tehnologije ne uporablja več. Celo se je odvažalo odpadke na morje, na ladjah in se jih tam sežigali in tako naprej. Tako da je potem zaradi nasprotovanja javnosti so se začele te stvari počasi urejati, kar pomeni, da se je prepovedal sežig na morju, kar pomeni, da so sežigalnice uporabljale novejše tehnologije z bolj natančni, z boljšimi filtri, ki so preprečevali predvsem emisije nevarnih snovi v zrak. Istočasno pa to pomeni, da je ta tehnologija postajala vedno dražja. In danes Evropska komisija celo ocenjuje, da je sežig odpadkov eden najdražjih načinov ravnanja z njimi. Sežigalnic je več vrst. Razlikujejo se po kapaciteti, razlikujejo se po tehnologiji samega sežiga in razlikujejo se v tehnologijah čiščenja plinov. Sodobne sežigalnice, ne glede na kapaciteto, bi naj z uvajanjem kompletnega sistema za obdelavo dimnih plinov zagotavljali doseganje mejnih emisijskih vrednosti škodljivih snovi, ki so zakonom določene. However, up to today, not one of these new incinerators were able to meet the specifications. Prepričan sem, da za zastarelo tehnologijo, brez čiščenja dimnih plinov in tako naprej, da bi ta podatek lahko bil celo resničen in tudi, da so zastarele sežigalnice, ki se v Evropi in svetu tudi že zapirajo, veliko prispevajo k emisijam škodljivih snovi, ne samo diocinov in furanom.
V preteklosti so sežigalnice, to je treba priznati, naredile ogromno na zmanjševanju emisij teh nevarnih snovi v ozračje. Vendar kaj se je zgodilo? Prvič to, da je s tem sežig postal drag. Drugo pa so povzročile, da dioksini nevarne snovi ostanejo v drugih ostankih po sežigu, pomeni v pepelu, v filtrni pogači in tako naprej. In preko tega spet prihajajo v okolje. Ponavadi je praksa argumentiranja vedno takšna, da se zgovarjajo na zastarelo tehnologijo, ki da je vsakič znova kriva za negativne vplive na okolje. And the very people who said the old generation were 100% proof, burning to manufacturer specifications and pose no threat to health, are now openly and publicly admitting they were dirty, old, clapped-out incinerators. But the problem is that the same people who are saying that and are now openly admitting that those incinerators were bad are now saying the new generation are 100% safe, burning to manufacturer specifications and pose no threat to human health. We know from past experience this is not true. Quite frankly, the citizens in the United States do not trust their governments when it comes to incineration. V Združenih državah Amerike že 7 let niso zgradili nove. Namesto tovrstnega reševanja problema so vzpostavili alternativni sistem predelave odpadkov. Najnevarnejšo snov, ki nastaja pri procesi gorenja, se pravi tudi v sežigalnicah, so nedvomno dioksini. Poleg dioksina nastaja še cel kup različnih kemičnih spojin, različnih kemikalij, od katerih pravzaprav večino niti ne poznamo še. Mi poznamo zelo majhen delež teh snovi, ki nastajajo v teh procesih. Treba je povedati, da 4 od 12 snovi, ki so uvrščene kot najnevarnejše snovi, kar jih poznamo, v okviru Štokholmske konvencije, se pravi 4 od teh snovi nastajajo kot stranski produkt sežigalnic. Dioksin je eden najbolj strupenih med temi. Dioksini nedvomno povzročajo raka, dokazano je, da povzročajo določene oblike raka, dokazano je, da povzročajo motnje v spolnem razvoju, povzročajo vedenjske motnje, kot je recimo hiperaktivnost, povzročajo slabšanje imunskega sistema in tako naprej. Hrana, ki je pridelana v okolici sežigalnic, vsebuje povečane koncentracije dioksina. Ta potem skozi hrano preide v naše telo. Naseli se v človekovem telesu in se nalaga v maščobah. Najobčutljivejši nanj pa so organizmi v razvoju, se pravi dojenčki, pri katerih lahko trajno ovirajo zdrav razvoj in povzročajo različne bolezni. Primer skupnosti s 30 000 prebivalci v Združenih državah Amerike nam navaja, da se je tam pri 5 na območju sežigalnic rojenih otrocih pojavila izredno redka oblika otroškega raka. Povprečno se ta bolezen pojavi pri 1 od 100 000 ljudi. Zato se posebej svetuje, da se sežigalnic ne postavlja v bližino naseljenih območij. Nove strokovne študije, zdravstvene študije, ki jih je naročila Ameriška agencija za varstvo okolja, kažejo, da je zdravstveno tveganje zaradi dioksinov, predvsem zaradi bioakumulacije, to se pravi kopičenja v prehranjevalni verigi in na koncu te prehranjevalne verige je človek z svojim zdravjem, skratka, da je to tveganje, zdravstveno tveganje bistveno večje, kot so kazale začetne študije. V sebi zaradi načina življenja in težke industrije že bolj ali manj vsi nosimo dioksine. Vprašanje, kakšne koncentracije, glede na to, da te raziskave pri nas sploh še ne obstajajo. Pri gorenju nastajajo tudi druge za organizem nevarne snovi, na primer živo srebro. Tehnologija sama in pa procesni nadzor v takih objektih pravzaprav preprečuje neke nepredvidljive situacije ali pa, bi rekel, neko prekomerno onesnaženje ali izpuščanje emisij. Te emisije je izjemno težko nadzorovati, sploh pa med samim obratovanjem, ko merjenje emisij sploh ni mogoče. Meritve tako lahko potekajo le 2-krat letno in so vnaprej pripravljene. Kar nekaj je primerov, ko so v mesu živali našli povečane koncentracije strupenih snovi in so jih zato morali umakniti iz tržišča.
Zadnji tak primer se je zgodil na Češkem, kjer so v piščančjem mesu odkrili povečane koncentracije dioksinov. Neka gospa je imela blizu sežigalnice farmo. Ker je kmalu po obratovanju sežigalnice pričela izgubljati živino, je tovarno tožila, le-ta pa vsako krivdo vztrajno zanika. Čeprav vsi simptomi kažejo na krivdo sežigalnice, uradne meritve ne pokažejo ničesar. V pravni zgodovini obstaja samo en primer, ko je farma dobila tožbo proti sežigalnici. V mesu so našli povečane koncentracije dioksina, kar je bil pokazatelj, da je sežigalnica kriva za pogin večjega števila živine. Šlo je za finančno poravnavo, sama sežigalnica pa je obratovala naprej. Potrebno pa je poudariti, da vplivi niso omejeni zgolj na območje sežigalnice. When you look at the enormous expense of these incinerators, it is clear that there are better alternatives available. Dejstvo je, da glede na močno nasprotovanje javnosti sežigu odpadkov na zahodu, recimo v Evropi, v ZDA, povzroča, da se tam sežigalnice zapirajo, da je možnosti postavitve nove sežigalnice zelo malo. K temu prispeva ne samo nasprotovanje javnosti, tudi preusmerjanje odpadkov, recikliranje, se pravi zniževanje količin, ki bi bile primerne za sežig, da se proizvajalci sežigalnic iščejo nove trge. Nove trge, ki jih lahko najdejo v državah vzhodne Evrope, v Aziji, celo v Afriki. Intenzivno torej se te sežigalnice, trgovci s sežigalnicami selijo na to območje. Talum leta 1996, še pred strategijo ravnanja z odpadki na svojo roko, ob pomoči hidroinženiringa, ekolesa in podobnih, izdela elaborat o izgradnji sežigalnice v Kidričevem. Takrat se nenadoma pojavi Kidričevo kot varianta, istočasno z strateškimi usmeritvami, ki pač, kot to ministrstvo v enem materialu reče, govori o dolgoročni rešitvi ravnanja z odpadki v severovzhodni Sloveniji. To je več ali manj prepis dunajskega objekta, od koder prepišejo vse najbolj upadljive stavke, s to razliko, da je cena dunajske sežigalnice znatno višja od te predvidene v Kidričevem. Skratka, podjetje, ki pripravlja strokovne podlage za izdelavo strateških usmeritev, je istočasno na drugi strani tudi izdelovalec elaborata ali pa na nek način vključen v ekipo, ki se zavzema za sežigalnico. Kar pomeni, da nekako težko verjamem, da bi to podjetje bilo nepristransko pri pripravi strokovnih podlag. Kar pomeni, da govorimo pri strani stroki. Vlada tako sprejme strategijo, ki predvideva sežigalnico, poleg tega pa ima Talum, ki je delno v državni lasti, še staro ekološko breme v obliki deponije, ki jo mora urediti. Govorimo o deponiji rdečega blata. To je staro breme, ki ga fabrika Talum mora urediti. Zaradi tega, ker je pač grožnja za okolje, za podtalnico na Dravskem polju in tako naprej in tako naprej. Torej, če gremo mi urejati to staro breme, recimo, če zdaj razmišljam kot Talum, če gremo mi urejati to staro breme, nas bo to stalo. Če pa mi to staro breme kot površino ponudimo za deponijo ostanka iz sežigalnice, bomo pa s tem še kasirali. Zelo preprosta logika, ne? Se pravi, tu smo nekje konec 90-ih let, takrat ministrstvo aktivno podpira, Ministrstvo za okolje in prostor aktivno podpira prizadevanja za izgradnjo sežigalnice v Talumu, tudi finančno. Na ravni občin se začnejo povezave v konzorcij občin, ki bodo zagotavljali 25 let določeno količino odpadkov v sežigalnico, ker brez zagotovljenih količin je težko upravičiti investicijo. Hkrati s to dejavnostjo teče feasibility študija o upravičenosti sežigalnice, ki jo spet pripravlja isti strokovni tim. Čeprav je niso želeli objaviti, se po prerekanju z okoljevarstvenimi organizacijami to slednjič le zgodi. Ko pregledaš to feasibility študijo, pa ugotoviš prvič nekaj, da ta študija nima nobenih opomb. Se pravi, vse trditve noter, ki so od nekod, nimamo pa opomb. Sicer je referenca enih gradiv, ki jih je pa mnogo premalo za neko resno študijo. Ta študija ima tudi alternativen projekt noter. Se pravi, dve lokaciji primerja. Ena je Talum, ena je pa Maribor pri Tamu, v bližini bohovskih vodnjakov, se pravi vodozbirno območje. In to je zopet klasičen trik. Lahko rečemo,
Ja, vse smo primerjali dve varianti, s tem, da smo tisto varianto, ki smo izbrali tako, da nima šans, da bi bila konkurenčna ta prvi. Se pravi, Talum je boljša varianta. Nihče pa se ne ozira na dejstvo, da je tudi Dravsko polje vodozbirno območje. Stroka torej uporabi dva kriterija za enako okoliščino. Oni morajo pravzaprav stroko izrabiti za to, da nekaj prikažejo drugače, kot dejansko je. In če boste dobro poslušali, brali te dokumente, boste odkrili, da malo da ne trdijo, da bo okolje v Kidričevem še celo boljše, kot je bilo prej. Kar je seveda tudi en takih neumnosti. Ampak se pa vsede v uho, se pol bo nam še boljše. Seveda je potrebno pa prepričati tudi okoliško prebivalstvo tem, da je to super, krasno in fajn in da to je edina dolgoročna rešitev in se začne takrat tudi proizvodnja različnih materialov, kjer lahko najdemo tudi take stavke noter, da so emisije snovi v zrak iz sežigalnice, emisije nevarnih snovi v zrak iz sežigalnice enake emisijam 2 kamionov, kar je seveda stupidnost prve vrste. Res, če tukaj govorimo o stroki, potem je stroka zelo uborna, kar se intelektualnih zmožnosti tiče. S primerom sežigalnice se v Kidričevem prvič seznanijo leta 1996. Sprva so deležni prepričevanja strani Taluma, ki jih v ta namen leta 1999 povabi na ogled Dunajske sežigalnice. Sežigalnica sama na Dunaju je res na zunaj čudovito je urejena, tudi ni nobenega smradu pa nič. Ampak jaz sem že takrat dvomila, ker na zunaj je lahko še ne vem kak lepo, ampak strah me je bilo, kaj se dejansko dogaja, kaj izhaja iz vsega tega. Ampak ko smo prišli na deponijo samo, je pa bil za mene šok, res ne. Namesto, da bi surovine predelovali in jih ponovno uporabili, jih bomo spustili v ozračje, kar bo ostalo pa kot pepel odložili na deponiji, da bi jo, tako po besedah pristojnih, sanirali. Odlaganje preostankov smo nekako načrtovali oziroma si zamislili tako, da se gradi pravzaprav sodobno odlagališče in da se obenem obstoječe odlagališče rdečega blata, ki je neurejeno in ne sanirano, tudi v bistvu s tem razrešuje. Vzporedno s tem gre za sanacijo starega bremena. Ob tem pa pepel sploh ni tako neškodljiv, kot bi nas radi prepričali. To, da je žlindra, tisti ostanek, 280 kg na 1 tono odpadkov je ostane, pa 15 kg pepela, pa 3 kg še onega pepela iz prednjega dela kotla in tistih 7 kg filterne pogače. In vedno so nam govorili, da je žlindra inertna, neškodljiva. Ja, inertna je z biološkega stališča, nima nekih mikroorganizmov, to se pravi, ne bo gnila, ne bo smrdela. Tako odloženi organski odpadki na deponijah z kemičnega stališča pa to ni res, ker poleg tega, da ima veliko težkih kovin, je v njej tudi veliko dioksinov in furanov. To so nam vedno na predstavitvah, ki jih je Toplek vršil skupaj z županom prejšnjim, gospodom Šprahom, po občini na zborih občanov. Vedno so nam zatrjevali, da je to popolnoma inertno, neškodljivo, vse to so pa zamolčale. Moramo razumeti, da v 10 letih primer bomo v tem okolju Dravskega polja, ki je v slovenskem prostoru ene najbolj gosto naseljene, odložili preko 1 milijon ton pepela. Čeprav vemo, da bo ta pepel imel zelo velike negativne vplive na okolje. Če bo šlo to skupaj z žlindro na haldo, pa ta veter, ki je, in da bo to raznašalo ti strupe, poleg težkih kovin, dioksine in furane, to bo prišlo v prehransko verigo in mislim, da nismo ogrožene samo mi neposredno tu, ampak vsi, ki bodo uživali to hrano, ki bo tu pridelana. In mislim, da to tudi konec kmetijstva pri nas, tega se kmetje vse premalo zavedajo. Mislim, da bi morala Gospodarska zbornica, Ministrstvo za kmetijstvo in vsi pristopiti in to preprečiti. Očitno je, da bi bila glede na ponujeno ceno sežigalnice k nam pripeljana zastarela tehnologija. Se pravi, takoj se postavlja vprašanje, kakšna tehnologija bi bila tukaj uporabljena, ali bo ta tehnologija takšna, ki bi res zagotavljala, to predelavo odpadkov na takšni ravni, kot to
danes v svetu zahteva. Mislimo, da bo varčevali predvsem na račun varnosti. Zato, ker varnost se pravi za pri vplivih na okolje. Ker najdražji del sežigalnic so v bistvu zmeraj te naprave, čistilne naprave, ki pač varujejo okolje. Če se torej sežigalnica postavi, bo z njenim obratovanjem kmetijstvo na tem področju postalo nezanimivo, saj bi bila polja zastrupljena. Zakaj bi silili v neko novo nevarnost, ki ima take nepopravljive posledice, ki posega celo v gensko strukturo rastlin oziroma vsega živega človeka tudi, ne? In mislim, da je to prava igra s smrtjo, ne? In seveda, tudi drugi bojo, bojim se ravno to, ne? Da širše slovenske podpore, to je zdaj tak dvorezen meč, ne? Drugi se bojo mislili, dobri je pa tam v Kidričevem, je tako že vse uničeno, ne? Pa ne bo to tam, ne? Boljše da tam kot pri nas, ne? Ampak ne zavedajo se, da bojo tudi oni dobili to hrano, ki bo tu zrasla. Edini, če ne bojo več kupovali, potem pa se ne naše kmetje zamislijo, kaj bojo delali v prihodnosti. Pri načinu sežiganja odpadkov bi naše okolje nosilo največje breme. Se pravi, vsa ta dejstva govorijo proti temu, da bi ta projekt umeščali v ta prostor. Civilna iniciativa proti sežigalnici v boju proti sežigalnici sodeluje z veliko ljudmi. Cilj je bil predvsem osvestiti ljudi o nevarnosti sežigalnice, hkrati pa tudi o ravnanju z odpadki. Tedensko smo se shajali in pričeli pisati v časopise, potem na občinski svet, pa na župana, pa na ministrstvo, v glavnem dokazovati, da je ta način ravnanja z odpadki zastarel, da so boljši načini, da treba pač nekaj drugega poiskati, da to še vse preveč prevelika neznanka. Smo proti kakršnikoli vrsti sežiganja odpadkov, ker verjamemo in smo tudi se prepričali v to, da obstaja dosti več drugih alternativnih možnosti ravnanja z odpadki, ki so dosti bolj prijazne okolju in ljudem. Reakcija ljudi, ko se objekte za ravnanje z odpadki danes umeščajo v njihove lokalne skupnosti, pa ne gre to za odlagališče, ne gre to za sežigalnico, ne gre to mogoče celo za kompostarne ali reciklažne centre, je, kot smo lahko priča v medijih, precej burna. Moje mnenje je, da je zato pravzaprav krivo 10-letno zatrjevanje ministrstva, pa ne samo za to področje, ampak tudi mogoče na drugih, da so to strokovne odločitve, da laična javnost o tem ne more odločati. Take odločitve, ki so bile sprejete, pa recimo jih lokalne skupnosti ali pa prebivalci dojemajo lahko tudi kot prevara. Lokalne skupnosti, prebivalci, javnost bi morala biti v procesu odločanja o teh stvarih, vključena že na samem začetku. Seznanjena bi morala biti z vsemi argumenti za in z vsemi argumenti proti. In se potem na podlagi tega odločati o tem, sprejemati odločitve, ali so zato, da je določena objekt umeščen v njihovo lokalno skupnost ali ne. In mislim, da je skrajni čas, da pričnejo tako oblasti v lokalnih skupnostih kot na nacionalnem nivoju pravzaprav državljane tretirati kot ljudi, ki znajo razmišljati svojo glavo, ki želijo sodelovati pri teh procesih in ki nenazadnje imajo do tega pravico, če govorimo o neki demokratični državi. Slovenija je pred dejstvom, da je treba pravni red prilagoditi Evropski skupnosti. S procesom vključevanja Slovenije v Evropsko unijo smo sprejeli tudi njihovo zakonodajo, tudi na področju odpadkov, kar pomeni, da smo zavezani v določenem roku to zakonodajo tudi izpolniti. Ta zakonodaja nas deloma sili po eni strani, direktiva o odlagališčih govori o obveznosti zmanjševanja odloženih količin biološko razgradljivih odpadkov. V letih 1994–95 tako dobimo niz direktiv, ki bi uredila področje odpadkov, s tem, da spet te uredbe leta 1995 končajo v predalih. Prve uredbe tako pridejo šele leta 1998 in pozneje. Recimo, šele z letom 2000 se vpeljala obveza tehtanja odpadkov. Pred tem v Sloveniji nismo tehtali odpadkov. Kako smo potem vedeli, koliko odpadkov je? Ja,
spet klasična slovenska metoda čez palec. Kako potem takem vedeti, koliko imamo odpadkov, katerih količina je ves čas eden glavnih argumentov za sežigalnico? Slovenija je po diktatu Evrope zavezana zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo na odlagališčih, kar je še eden od razlogov za hitenje na tem področju. Upoštevati moramo tudi zakonske spremembe, ki nas bodo doletele po letu 2005, kajti Evropska skupnost predvideva omejitev odlaganja odpadkov, ki bodo vsebovali več kot 5% organskega ogljika. Seveda, z tega stališča pomeni, da moramo te organske odpadke na primeren oziroma ustrezen način obdelati. Termična obdelava ali sežig ali zgorevanje teh snovi je ena izmed trenutno najboljših tehnologij. Zaenkrat ne poznamo bolj učinkovite tehnologije energijskega izkoriščanja teh ostankov odpadkov po osnovni izrabi. V ozadju za sežigalnico je še en interes. Reče se mu energetski zakon. V njem je podana zahteva po energetskem izkoristku smeti, argument, ki ga sežigalniški lobi perverzno zlorabi v svoj namen. Pri vseh teh postopkih snovne izrabe odpadkov, proizvodnje sekundarnih surovin, obstaja tudi določena količina, se pravi nepredelanih snovi, ki so energijsko bogati in jih je seveda smiselno energijsko izkoristiti v zato primernih kurilnih napravah, ki jih lahko imenujemo tudi sežigalnica. Raziskave v tujini so dokazale že, da če upoštevate celotni življenjski cikel izdelka, se pravi od takrat, ko nek material pridobite iz naravnega vira, potem do surovine, do izdelka, ves proces, transport izdelkov na trg, pravzaprav porabi bistveno več energije, kot jo lahko sežigalnica proizvede. And calculations indicate that in fact you can save 4 times more energy by reuse and recycling than you can get from burning. Another important point that you must absolutely maximize the best materials recovery before you settle on energy recovery. Energetski zakon namreč predvideva podporo, subvencije obnovljivim virom energije. Torej bi bilo super, če bi mi odpadke razglasili za obnovljivi vir energije. Ne? Bomo dobili subvencije. In dejansko se je ta perverznost dejansko tudi zgodila. Vkolikor mi zgradimo sežigalnico, pomeni, da ne bomo dosegli visoke osnovne učinkovitosti družbe. Se pravi, mi bomo osnovno ostali neučinkovita družba, zaradi tega, ker bomo morali zagotavljati, če ne, ker bomo morali zagotavljati količine. Sežigalnica, vkolikor nima odpadkov, to je luknja brez dna, stroški naraščajo eksponencialno in to zelo hitro. Se pravi, ona mora imeti garantirane količine. 25 let. V 25 letih, če se midva zamislimo, da pred 14 leti še osebnega računalnika ni bilo skoraj na nobeni mizi. Danes je pa povsod. Da pred 15 leti o reciklaži bolj ali manj nismo govorili. Danes pa recimo Bavarska dosega veličastne rezultate, čeprav imajo tudi del, ki ga sežigajo, ampak to je že, opcija je out. Skratka, lahko verjamem, da se v 25 letih ogromno zgodilo, sploh pa v deželi, kjer gospodarjenja z odpadki sploh ni. Kje pa pri nas predelujemo plastiko, kje predelujemo stekla, kje predelujemo organske odpadke, kje predelujemo papir? Primer Švice je simptomatičen za deželo, ki polaga vso svojo strategijo na sežigalnice. Švica se v začetku 80-ih odloči, da bo bolj ali manj šla na sežiganje, zaradi tega, ker je alpska dežela, doline, zaprt prostor, nima deponijskega prostora. Takrat v 80-ih letih mi še ne govorimo o ločevanju in o predelavi, reciklaži. Takrat se je o tem začelo razmišljati, sistemov še ni, to tam, kjer je Slovenija danes. Da bi se potem zgradili te sežigalnice, danes imajo pa problem prvič, ker je nekako njihov sistem, ker se začenjajo sistemi ločevanja in predelave postati konkurenčni, oziroma so konkurenčni, jemljajo odpadke sežigalnicam in je sedaj velik problem. Istočasno je pa takole, vi ste investirali milijarde frankov v izgradnjo sežigalnic. Milijarde. V začetku 90-ih recimo. Povrat tega kapitala je seveda ima koliko, 15 let. Vi jih ne morete zdaj zapijati, vi morate prvo ta denar nazaj dobiti. In seveda, kaj boste naredili? Ja, onemogočali boste ali pa zmanjševali možnosti uspešnosti recikliranja, ločevanja.
Iz enega prostega razloga. Zato, ker se mora tam vrniti kapital, ki ste ga vložili. Ne gre drugače. Slovenija je ravno zdaj na tem razpotju, ali se bo odločila za eno ali se bo odločila za drugo. Well, the first point is that you don't solve a problem by going in the wrong direction. When you build an incinerator, you waste 25 years. Zero waste takes us in the right direction. Smo zdaj v nekem določenem trenutku, kjer se sežigalnice lahko prodaja tudi kot neka nuja. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravzaprav smo v Sloveniji v zadnjih 10 letih naredili na področju alternativnih načinov ravnanja z odpadki, se pravi ločeno zbiranje, recikliranje, kompostiranje in tako naprej, bore malo. Jaz sem večkrat rekel, jaz nimam problema s sežigalnico kot objektom, kot neko tehnologijo, ki jo uporabljamo. Nimam problema. Problem imam s tem, kdaj jo mi zgradimo. Če jo mi zgradimo takrat, ko ločujemo 8% in bomo preostanek, seveda en preostanek je ta, ki ne bo nikoli šel ne v sežig, ne v reciklažo, pa bo zmeraj šel na deponijo, se pravi, zmeraj bomo morali imeti deponije. Če mi to zgradimo danes, bo ostalo šlo v sežigalnici in lahko za 25 let pozabimo na izgradnjo sistema predelave odpadkov, kar pomeni, da smo lahko pozabimo tudi na delovna mesta, ki so s tem povezana. Mi lahko pozabimo na to, ali bo Slovenija dejansko lahko postala trajnostno naravnana država, če bomo pa uničevali naravne vire. Poanta trajnostnega razvoja je, da varčujemo z naravnimi viri, da jih imajo tudi naši zanamci kaj za porabiti. Vsi tiste firme danes, če tako rečem, ki se ukvarjajo z odpadke, so zainteresirane, da je odpadkov čim več. Kajte, to je njim seveda dobiček, to je njim kruh, ne pa da bi količino odpadkov zmanjševali, ne vem, z reciklažo, načine, ki seveda so danes v svetu že uveljavljeni. Sežigalnica pa je način, ki rešuje ta problem najbolj enostavno. Problema odpadkov se je država tako lotila na repu, na koncu poti odpadka. Danes v modernih sistemi politike varstva okolja grejo pa na sam izvor. Se ne ukvarjajo več simptomi. Mi gremo na izvor tega simptoma. In tem je poanta. Primer Nove Škotske, mesta Halifax, nam nazorno pokaže delovanje alternativnih oblik ravnanja z odpadki, ki so enkrat za vselej izpodrinile idejo o gradnji sežigalnice. 65% reduction in 6 years without building an incinerator, and in the process they generated 3,100 jobs in the whole of Nova Scotia. 3,100 jobs. If they had built the incinerator, they would have only got maximum 100 jobs. Gre za vzoren primer poti k skupnosti brez odpadkov in je hkrati vedno pogostejši primer odgovornega ravnanja z odpadki v razvitem svetu. Ločeno zbiranje odpadkov pomeni višjo stopnjo okoljske zavesti, pomeni tudi to, da o odpadkih razmišljamo, kajti v Sloveniji se v tem trenutku dogaja to, da količina komunalnih odpadkov tudi zaradi našega ravnanja in trgovske mreže, embalaže in tako naprej, torej količine komunalnih odpadkov naraščajo. Dogajajo se premiki na ravni Evropske skupnosti, posebej v smeri predpisovanja obveznih deležev recikliranja, ki jih bo morala upoštevati tudi Slovenija. Tisti deleži, ki so jih morala nacionalne države zagotoviti kot predelavo, pomeni tudi s sežiganjem, s pridobivanjem energije, teh količin ne bojo več mogli prikazati kot predelane količine, kar pomeni, da jih bojo morali preusmerjati v recikliranje. Ločeno zbiranje je pri nas v tem trenutku povsem prepuščeno občanu. Jaz kot državljan, pač po zavestni odločitvi, ker me je nekdo izobraževal in obveščal o tem, da je to dobro delati, česar je v Sloveniji relativno malo, ravno tega izobraževanja in obveščanja, pravzaprav skoraj da nič, zloženka ni dovolj. Papirček, ki mi ga nekdo pošlje skupaj z vsemi ostalimi reklamami, ni dovolj. To je treba mnogo več vložiti v te stvari. Ko jaz državljan se racionalno odločim za to, da bom odnesel ta papir, to steklo, to plastiko, to embalažo na ekološki otok, sem pravzaprav komunalnemu podjetju naredil profit. Profit v tem smislu, da on dobil zelo čisto frakcijo, ki jo seveda lahko proda na trgu, ker te stvari imajo na trgu ceno.
In ko poslušaš komunalna podjetja, ki ves čas govorijo o tem, da se to nič ne splača, potem jaz rekel, da so pač oni karitativna dejavnost, ne, in bi bilo potrebno oprostiti davka, ne, ker če se jim nič ne splača, pomeni delajo vso škodo. Kar pa mislim, da ni slučaj, mislim, ni primer v Sloveniji. Šele z letom 2003 se v Sloveniji pričnemo ukvarjati z bistvenim, z biološkimi odpadki. Problem ravnanja z odpadki so prav biološko razgradljivi odpadki. Biološko razgradljivi pomeni, da gnijejo. In pri gnitju vemo vsi iz lastne osebne izkušnje, da to nima ravno vabljivega vonja. Povzroča smrad, maže posodo, v katero odlagamo te odpadke. In če mi mešamo biološko razgradljive odpadke, ki je tudi moker, vsebuje veliko vode, če ga mešamo z ostalimi odpadki, se pravi s papirjem, steklom, plastiko in podobnim, bodo ti odpadki umazali te sestavine. Torej bi bilo logično, da midva, se pravi recimo vlada, ki razmišlja racionalno in v naš prid, razmišlja o tem, da bi kako zagotoviti sistem ločevanja na izvoru, da bodo ti biološko razgradljivi odpadki se sploh ne pomešali z vsemi temi ostalimi. Namreč, če midva dobiva ločene biološke odpadke, jih lahko potem še vedno z rahlim sortiranjem, iz njih izdelujemo kompost, relativno kakovosten kompost. Skratka, imamo nekaj, kar se da ponovno uporabljati. Poanta je samo v tem, da mi to na izvoru ločimo. In ne gre za to, kar je velikokrat v predstavi nas posameznikov, da bomo iz plastenk delali plastenke ali pa iz stekla delali, iz steklenic delali steklenice. Ne gre za to, steklenice, ki jih ločeno zberemo, jih lahko predelamo tudi v kaj drugega, koristnega, recimo v tlakovce, ali pa plastiko obdelamo v peletke za zaščito občutljive pošte. Skratka, imamo celo teh primerov je tisoče, kaj se da vse drugega narediti iz tega odpadka, samo da ne konča v sežigalnici in gre v ozračje, ali pa na deponiji, kjer se s tem več nimamo več za naslednjih milijon let kaj početi. Postavlja se mi vprašanje, pravzaprav, ali smo sposobni v teh, bom rekla, 4-5 letih vzpostaviti dejansko učinkovit sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, kar pomeni v gospodinjstvih čim več ločenega zbiranja različnih materialov, izločenja nevarnih odpadkov in ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov. Potem vzpostavitev dobrega in učinkovitega sistema infrastrukture, ki za tem stoji, kar pomeni, da vi morate imeti, če zbirate biološko razgradljive odpadke ločeno, jih potem preusmerjate v kompostiranje, morate imeti postavljen sistem kompostare. Za recikliranje posameznih materialov morate imeti vzpostavljene določene kapacitete, ki so sposobne ločeno zbrane materiale potem tudi dejansko reciklirati. Ne da bi se, bog ne daj, zgodilo, da so prebivalci ločeno zbirajo odpadke, potem jih pa komunalna služba meša skupaj in spet odlaga na odlagališče ali povozi v sežigalnico na sežig. Smo sposobni vzpostaviti sistem ločenega zbiranja odpadkov? Sigurno moram izpostaviti komunalno podjetje Vrhnika. Oni so v 5 letih uspeli 50% odpadkov preusmeriti iz odlagališča v recikliranje in kompostiranje. Se pravi, da se da. In to so dokazali v Sloveniji. Torej so izgovori, da je to utopija, da je to neka ideja, ki v praksi ni izvedljiva, nikakor ne držijo. Seveda držijo. Vendar pa, tako kot sem rekla, morajo svojo vlogo v tem sistemu ravnanja z odpadki odigrati tudi drugi. Dostikrat se kaže s prstom na prebivalce, ki naj ne bi bili osveščeni, ki naj bi nasprotovali strokovnim odločitvam ministrstva ali pa lokalnih oblasti, vendar mi trdimo, da temu ni tako. Prebivalci sami tega problema ne morejo rešiti. Kot sem rekla, za ločenim zbiranjem morajo stati sistemi. Ločeno zbiranje je danes pri nas predpisano tako, da nihče ni določil rezultatov. Posledično seveda zato ni učinkovitosti, ker preprosto tudi ciljev ni. Se pravi, danes imamo situacijo, ko se po Sloveniji postavljajo ekološki otoki, kako bomo pa merili uspešnost in učinkovitost tega sistema, pa ne vemo. Namreč mi nimamo v letu 2008 napisano cilja, da bomo 50% odpadkov ločili. Nobeni občini. Se pravi,
Odvisno je od mene, posameznika, koliko bom jaz pač odnesel tja papirja, stekla, plastike in podobnega. Ne? In če bomo odnesli pač 3%, bo občina rekla, ali pa komunalno podjetje rekla, ja, pač ljudje več ne nosijo. Ne? Skratka, imamo neko čudno zgodbo, ki ne kaže ravno na zgodbo o uspehu. Primer odlaganja papirja kot osnovno zelo uporabnega odpadka kaže na neekonomično izrabo surovin v Sloveniji. Letno je na trgu papirja v Sloveniji 180 tisoč ton. Od tega ga zberemo nekje med 70 in 80 tisoč ton. Kar pomeni, da ga damo na deponijo okoli 100 tisoč ton. Koliko na leto Slovenija uvozi starega papirja za predelavo v naših papirnicah? Poiščite ta podatek. Ta podatek je ogromen. Če se jaz ne motim, je tega 250 tisoč ton. Seveda, komunal je bolj ali manj vseeno. Izvajalcem mogoče bolj ali manj vseeno, ker on kasira v vsakem primeru. Ne? Tudi če se sežigalnica zgradi, je njemu popolnoma vseeno, zaradi tega, ker bo to tako in tako na računu, ki ga bomo davkoplačevalci plačali. Ne? Kdor ustvari neki produkt, naj bo zanj odgovoren do konca njegove življenjske poti. Tisto, kar jaz na trgu ne morem prodati, se pravi, kar se na trgu še nima možnost predelave, bi oni morali to brezplačno prevzeti in to urediti za svoj strošek. To je njihov strošek. Kaj imam jaz s tem? Naj naredijo tako embalažo, ki se jo bo dalo osnovno predelati. Naj spremenijo embalažo, naj jo preoblikujejo, naj naredijo drugačno, da bo okolju prijaznejša. Skratka, ta sistem bi moral delovati kot spodbuda za ločevanje in izgradnjo kapacitet osnovne predelave. Se pa seveda zdaj lahko vprašamo, kaj je sežigalnica v tej igri. Ne? V tej igri je sežigalnica pa tisto, kar paše vsem, ki se z odpadki ukvarjajo. Ne? Paše mi interesno. Najmanj paše pa okolju in pa državljanom, ker ne nazadnje mi plačujemo vse to. Snovalcem te igre s smrtjo pa se zgodi referendum. Zgodi se referendum v Kidričevem. Prebivalci občine Kidričevo rečejo, ne, mi pa tega ne želimo. Mi ne želimo imeti te krasne, fajn, super stvari, zaradi tega, ker želimo, da se uvede ločeno zbiranje, da se uvede kompostiranje, da se uvede recikliranje. Ta pot do referenduma je bila zelo naporna. Ogromno smo napisali, sfotokopirali, pri tem so nam pomagali vse mogoče ljudje, dali so nam papir, nekaj smo sami, denar smo zbirali. Naši krajane, menda so bili 3 v našem kraju, ki niso hoteli prispevati za to. Drugje so pa vse posodali in smo nabrali prvi denar, da smo sploh lahko kupili papir, da smo lahko fotokopirali, da smo lahko sploh kaj delali. Referendum je bil izveden 14. januarja 2001 in je imel oznako posvetovalnega referenduma. Preprosto zato, ker po pravu zakonodajalni ni mogel biti. Da zakonodajni referendum je lahko samo naknadni, to se pravi, ko bi občina že nekaj akt v zvezi s tem sprejela, ne, potem ne. In potem smo rekli, dobro, če bo res že občina se enkrat zavezala, nekaj odločilnih korakov v zvezi s tem naredila, potem bo verjetno še bolj prepozno, kot je zdaj. In smo rekli, dobro, pa tudi če bo svetovalni, pa ne bo svetovalni, ker na vse zadnje za občinske svetnike pa za župana sploh ni važno, se reče svetovalni ali zakonodajni. Jaz mislim, da bolj zavezujoč, kot je tako velika večina proti, bolj zavezujoče ne mora biti nobena definicija referenduma, pa če to zakonodajne, svetovalne ali kakršnekoli. Obisk je navkljub obilo težavam, kot je recimo premalo glasovnic, ki so izginile neznano kam, zaprta glasovalna mesta in podobno, znesel več kot 54%, od tega je 92,4% občanov glasovalo proti sežigalnici. Ta presenetljiv rezultat, kjer je preko 90% volivcev se je izreklo proti umestitvi torej objekta termične obdelave v to okolje, je pokazal voljo ljudi, da pravzaprav se spreminja torej razmišljanje ljudi, da se spreminja znanje ljudi o okoljski problematiki in je torej referendum je pokazal torej voljo ljudi, da takšnega projekta tukaj v tem okolju ne bi radi imeli, torej ga odklanjamo. Slišalo se je, da je projekt padel in zdelo se je, da je stvar gotova. Stvar postane zelo netransparentna. Ne vemo, kaj se v tem trenutku dogaja. Imamo različne informacije. Spet imamo, da naj bi potekal nek upravni postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za izdajo lokacijskega dovoljenja, se pa gradbenega dovoljenja. Ne vemo, v kateri fazi ta postopek je. Gre za presojo vplivov na okolje.
Skratka, ne vemo, ampak če je ta postopek v teku, to pomeni, da nekdo pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja. In potem smo poslali 30. junija dopis na Ministrstvo za okolje in prostor in vprašali, kakšna je njihova strategija ravnanja z odpadki oziroma kaj je sežigalnico, če je še vedno planirana ali ne. In avgusta, enkrat začetka avgusta smo dobili odgovor, podpisan sekretar Janez Zore, da vse odgovore na naša vprašanja bomo našli v odloku o strategiji ravnanja, glavnem o zmanjševanju odlaganja teh biološko razgradljivih odpadkov in sežigu odpadkov. Ne. In res smo tam našli odgovor, ne, ker je ena od nalog države na tem področju, na področju ravnanja z odpadki, je vpeljati javno službo sežiga odpadkov in zgraditi 2 sežigalnice v Sloveniji. To se pravi, ravnanje z odpadki in sežiganje bo postalo državni projekt, ne več industrijski, ne več topljakov, pa ne več občinski, ampak državne. In zdaj nas je pa res strah, ker tu pa ne vem, kaj bomo lahko mi kot lokalna skupnost, pa kot občane, kot ljudje storili. Okoljevarstvene organizacije in iniciative stimulirajo osnovne načine protesta, a odziva je malo. Pravzaprav mi sami ni jasno, ali so se ljudje vdali v usodo, ker ko govoriš s kom iz Kidričevega, pravi, pa kaj se sploh greste, vse pa to že postavljeno, to že tam samo stroje dajo noter, pa bo. Ne? In zdaj ne vem, nekakšno malodušje se mi zdi, da je. Ne? In po drugi strani pa ta, da je pač vse tiho, da od uradne strani ne zveš nič, ne? Je malo vse skupaj sumljivo, ne? Tako da mislim, da bo treba spet delati z ljudmi in ponovno spodbuditi. Ne? Vemo, da so ljudje seveda proti temu projektu oziroma objektu termične obdelave in pa umestitve v to okolje, vendar pa nažalost so ljudje nekako te misli zadržujejo za sebe, premalo je javnega odziva ljudi, šele takrat, ko jih nekako poskušamo aktivirati, pokažejo svoje razmišljanje, svojo voljo. V Kidričevem prevladuje ozek interes tistih, ki so za sežigalnico. Vidim, da je to neki ozek interes nekaj posameznikov, ki so pač verjetno po vzorcih iz drugih držav ravnanja z odpadki videli, kako bi lahko tu pač postavili en objekt oziroma neko tehnologijo, na kateri bi seveda se dalo tudi precej, bi rekel, zaslužiti, oziroma tu je tudi privat interes in pa interes kapitala tak močen. Dejstvo je, da je ljudi vsem potrebno prepričljivo prepričevati. Ob tem dejstvu velja povedati, da je država, zavedajoč se tega, zapisala v strategijo ravnanja z odpadki kot enega od ciljev te politike nevtralizacijo upora proti sežigalnici. A na občini zatrjujejo, da nihče ne špekulira z bonitetami. Nimam podatkov, da bi nekdo res špekuliral na to, da se bomo tu zastojno grevali ali pa še kakšne druge bonitete, ki se bi nam lahko obljubljale. Poskušali so tudi s tem, mislim, da je bil predvsem pa izražen pomislek okrog neposrednega vpliva na okolje, se pravi odlagališče, sami vplivi sežigalnice in tako dalje in tako dalje. Tukaj je še problem letnega kopališča, ki ga mnogi razumejo kot kazen za uspeli referendum. Talum kot trenutni upravljalec bazen preprosto zapre in v že itak opustelem Kidričevem ljudi, posebej pa mladino, prepusti še večji poletni agoniji. Takšnega mnenja je večina ljudi v Kidričevem, pač to bila neka kazen za to, da so se na referendumu tako odločili, se pravi, da je to neke vrste povračilo. Občina ni pokazala nekega pravega žara za sodelovanje pri tem projektu sežigalnice. Se je pač tudi bazen
bazen nekako zaprl in zdaj pač čaka na boljše čase. Sodelovanje z državo je slabo. Že večkrat so se obrnili nanjo z vprašanjem, vendar ni odgovorov. Ni sodelovanja. Konkretnega odgovora nismo dobili, vedno nam samo odgovorijo, poglejte si material, ki ga imamo na elektronski pošti, na spletnih straneh, poglejte si strategijo ravnanja in tako dalje. Tako da nekega pravega dialoga, da bi se pogovarjali okrog tega problema, pa do zdaj ni bilo. Občina mora biti sogovornik države pri tem problemu. Koliko vem, da se v strategiji razvoja Republike Slovenije ta problem ravnanja s komunalnimi odpadki prenesel na državo, oziroma država je to zapisala, to ravnanje v svoje programe, in mislim, da bi lokalno skupnost pa le morali kaj vprašati, da bi pa kar, bi rekel, za neko prisilo vnesla ta projekt oziroma ga pripeljala v občino, pa mislim, da ni ne politično, pa še tudi z kakšnega drugega stališča ni modro. Za prihodnost zna biti ta prostor življenjsko zelo nezanimiv. Seveda izgubljamo vrednost življenjskega prostora. Že danes se nas ljudje izogibajo v tem prostoru, ker vedo, da bi se naj gradil ta objekt tukaj v tem prostoru. Ne moremo prodati recimo parcel in tako naprej, in vse to so že nekako znaki, da ta prostor postaja nekako nezanimiv kot življenjski prostor ljudi. Drugo je prostor za industrijo in pa za takšne interesente. Evropa je kljub vsem črnim oblakom obet za prihodnost. Verjamem, da so tam drugačne vrednote in pa drugačni pristopi v prvi vrsti. Čeprav je na nek način ravno glede sežigalnic dokaj shizofrena. Sežigalnice in umazano tehnologijo odrinja na obrobje, za kar so nove pristopnice ravno pravšnji teren. Če pri sebi več ne podpiraš tega oziroma sprejemaš tudi moratorije na takšen način, pač to treba nekam poriniti na obrobje. Zdaj je pač to obrobje smo mi, Slovenija, rečemo Poljska, Slovaška in pa tako dalje, te obrobne dežele. Mislim, da bo to v nekaj letih tudi tu preživelo in da bomo vsi skupaj mogli spoznati, tako že spoznava tudi Zahodna Evropa, znane so mi študije v Franciji, vplivov sežigalnic na kraje in pa na ljudi okrog sežigalnic, in slej ko prej bomo tudi mi mogli priti do tega spoznanja, da to, če pa se pravi čas zavemo in sploh ne dopustimo tega pa je, mislim, še toliko boljše. Mislim, da se Evropska unija zaveda, da je Slovenija na področju reševanja problematike, torej odpadkov, še nekaj korakov za Evropo, in seveda predvsem to obdobje dohitevanja Evropske unije najbrž smatrajo, da je sežigalnico tista krajša pot, ko bo del te problematike nekako rešen, in seveda najbrž Sloveniji ravno iz tega dejstva dopušča izgradnjo torej sežigalnic, čeprav po drugi strani zahteva, da Slovenija seveda tukaj upošteva stroge okoljevarstvene predpise. Če bi Evropska skupnost financirala sežigalnico, kot po nekaterih ugotovitvah kaže, bi to bilo nelogično. Ker Evropska komisija, oziroma denar iz evropskih skladov, vse koliko sem jaz pregledal spiske projektov na področju gospodarjenja z odpadki, se ne spomnim, da bi opazil eno, ki bi bila sofinancirana v Evropski uniji. Ker to bi bilo dejansko v neskladju z načeli Evropske unije, ki bi bilo v neskladju z izhodišči, s politikami. Namreč poanta Evropske unije je ta, da ne samo, da spoštujejo zakone, ampak spoštujejo tudi dogovore, kar politike so. Politika varstva okolja, recimo. No, tu imamo pa na Slovenskem še veliko odprtih možnosti za učenje, spreminjanje vedenjskih vzorcev, izgradnjo nove evropske mentalitete,
za kar sem jaz optimistično prepričan, da se bo tudi zgodilo. Se bomo prizadevali za to, da v Sloveniji vzpostavimo čim hitreje, čim učinkovitejši način ločenega zbiranja odpadkov, preusmerjene v recikliranje, preusmerjene v kompostiranje in tako naprej, da se bi na koncu izkazali, da te sežigalnice vendarle v Sloveniji niti niso potrebne. Bi človek kar obupu, če gleda, kako dolga pot je pravzaprav pred nami vsemi ljudmi. Mislim, da najprej spremeniti ta vse bolj amerikaniziran način življenja, ne? Vse za enkratno uporabo pa vrže stran. Enkrat je, mislim, da Maja Bavdaž zapisala, kaj pa, ko bomo planet do konca uničili, planet Zemljo, ga bomo tudi preprosto skurili v sežigalnice. To se pravi razmisliti, kako živiš, ni treba vse vršiti v odpadke, ne vse za enkratno uporabo. Mislim, da je toliko tega potrošništva, teh nezdravih, nepotrebnih razvad, ki bi jih lahko omejili in lahko spremenili svoje ravnanje in bolj varčno živeli in stvari večkrat uporabili. In tu bi morala res tudi država že od predšolske vzgoje, od šole, od osveščanja ljudi storiti več za to, ne. In potem pač zmanjšati količino odpadkov in odpadke, ki jih vseeno proizvedemo, vemo, da brez tega ne gre, je pač treba ločeno zbirati. Glavni argument je količina smeti. Torej je treba industrijo pripraviti do tega, da nekaj naredi za okolje. But we also need industrial responsibility. If we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry should not be making it. We need better industrial design. Treba je pač industrijo pripraviti do tega, da bo stvari prvič, da bo sama skrbela za tisto, kar od njenih proizvodov ostane. S finančne plati bo pač treba nekaj narediti. Recimo, zakaj je treba toliko stvari v plastenkah, zakaj ne je bila vračljiva embalaža, kot je bilo nekoč, ker vemo, da plastika naredi potem ogromno odpadkov in polno take stvari je. Mislim, da bo treba pač tu po finančni plati tako proizvajalce, kot tudi potrošnike. Mislim, da bi moralo pač biti to veliko dražje, kar je v taki embalaži. Po defaultu, po izvornem namenu vlade ali pa oblasti je to, da dela v dobro državljanov in dobro okolja, ker dobro okolje je dobro državljanov. What we hope that will happen as a result of our visit, that the world will not hear of Slovenia because of incineration problems, but because you are pioneering a zero waste strategy. And we think that you're ideally placed to set such a worldwide example here.